Pozdravljeni. Na spletnem portalu Planet F1 smo lahko zasledili izjavo Jeana Todta, ki je trdil, kako Michael Schumacher ni znal slepariti. Današnja tema zna biti precej kontroverzna, še posebej med mnogimi privrženci Michaela Schumacherja. Treba je poudariti, da je čisto normalno, da naši junaki so najboljši, igrajo zmeraj po pravilih in njihove zmage so čiste. Realnost je mnogokrat drugačna. Še posebej v svetu motošporta velja tisti izrek: če ne slepariš, se enostavno ne trudiš dovolj. In mnogokrat sem tudi tu na kanalu dejal, da v Formuli 1 ni sleparjenje greh. Greh je, če te pri sleparjenju dobijo. In ko sem prebiral članek, kjer so povzeli izjave Jeana Todta, sem bil presenečen. Jean Todt je dejal, kako Michael Schumacher ni znal slepariti, in ko so ga nekako preplavila čustva, je zmeraj kršil pravila tako nerodno, da so ga pri tem ulovili. Citiral je 2 primera. Edina 2 primera, ko je po njegovem mnenju Schumacher sleparil in so ga pri tem seveda ujeli. Govorimo seveda o incidentu iz Velike nagrade Evrope leta 1997, tisti trk z Jacquesom Villeneuvom, in seveda ne smemo mimo kvalifikacij na Veliki nagradi Monaka leta 2006, ko se je ustavil na izhodu iz ovinka razkaz in preprečil Fernandu Alonsu, da bi opravil hiter krog. Ampak verjetno se vsakomur izmed nas sedaj porodilo vprašanje, ali so res le ti 2 ubogi epizodi takšni, da bi lahko dejali, da je bil Michael Schumacher v svoji veličastni karieri mimo tistega, kar so velevala pravila. Priznam, da sem sam, tako po spominu, naštel najmanj še 3-krat toliko primerov. In zato sem bil malce začuden. Verjamem, da Jean Todt je že v letih in njegov spomin morda ni več tako dober kot v preteklosti. Morda se spomni samo tistega, kar se je zgodilo pri skuderiji Ferrari, ampak tudi tu bi lahko dobili še druge sporne trenutke. Danes sem se odločil, da bomo naredili nek hiter pregled primerov, ki nam kažejo Michaela Schumacherja tako v dobri, kot tudi malce bolj v tisti slabši luči. Ne zato, da bi ga zaničevali, ampak zato, da bi spoznali človeka in razumeli njegovo velikansko željo do zmag. Kajti ta želja je tista, ki te sili kršiti pravila, slepariti. In verjetno bomo ugotovili, da Michael Schumacher je znal slepariti, samo redko kdaj so ga pri tem tudi ulovili. In prvi primer, ki morda ni toliko sporen, ampak je zanimiv, je tisti, ki se je zgodil na Veliki nagradi Francije leta 1992. In kaj je tam naredil tako spornega Michael Schumacher? Na prvi pogled nič, ampak epizoda, ki jo pozna verjetno vsakdo izmed vas. Trčil je v Ayrtona Senno. Namerno ali ne, ne bomo sedaj razglabljali, ampak verjetno vsi mi dobro poznamo fotografije, ko Ayrton Senna v civilnih oblačilih
razlaga Mihaelu Schumacherju, verjetno, kaj se mu bo zgodilo, če se bo kaj takega pripetilo tudi v prihodnosti. In treba je poudariti, da Ayrton Senna in Michael Schumacher nista bila v ne vem kako prijateljskih odnosih, čeprav mediji tega nikoli niso obešali na veliki zvon, že od leta 1992. V sezoni 1994 ne moremo govoriti o tem, da so bili pri ekipi Benetton legalni. O tem nam pričajo poročila FIA, ne samo zaradi raznih filtrov na sistemu za dolivanje goriva, ampak pri poročilu po končani sezoni so celo ugotovili, da so pri Benettonu imeli prepovedane programske sisteme naložene na bolido. In seveda govorimo o tem, da so imeli, enostavno povedano, launch control. Ampak ker niso nikogar ulovili, da bi rabil ta sistem, so zaprli obe oči, ušesa in tudi nos. Moje osebno mnenje. To je tako, kot da če nekomu verjamete, da je kondom v njegovi denarnici samo zato, da ga gleda. A pustimo sedaj to. Leta 1994 se mi navdušenci spomnimo predvsem velike nagrade Avstralije. Tiste zadnje v sezoni, ko je Michael Schumacher napravil napako in se vrnil na progo ter trčil v Damona Hilla. S tistim manevrom je postal svetovni prvak. Je to storil nalašč ali je bil samo takšen srečen ali pa nesrečen splet okoliščin, prepuščam vam. Ampak ne moremo mimo dejstva, da je bila celotna zgodba rahlo sporna. In seveda sedaj pridemo do tistega, kar smo že omenili. Leta 1997 velika nagrada Evrope. Podobna situacija kot leta 1994. Le da je moral tokrat Michael Schumacher dirko končati pred Jacquesom Villeneuvom. Težava je bila v tem, da je bil Villeneuve spredaj in edina opcija, ki je preostala Michaelu Schumacherju, je bila tista, da bi oba odstopila. Seveda, Michael Schumacher je imel pred zadnjo dirko v tisti sezoni prednost v skupni razvrstitvi, ampak po točkah, če bi dirko končal prej Villeneuve, bi postal prvak. In seveda sledil je trk, nameren trk, da ne bo dvomov, to pravijo poročila in ne Simon Jazbec, ter seveda diskvalifikacija. Michael Schumacher je bil diskvalificiran zaradi kršitve tistega športnega pravilnika. In do tega trenutka je edini, ki ga je doletela ta izjemno stroga sankcija. In seveda to je primer, ki ga ne smemo pozabiti in ki ga je omenil tudi Jean Todt. Ampak Jean Todt je verjetno pozabil na enega izmed najbolj sramotnih trenutkov v celotni zgodovini Formule 1. Govorim o veliki nagradi Avstrije leta 2002, ko sta si tik pred ciljem Ruben Barrichello in Michael Schumacher zamenjala mesti. Danes nič takega. Moštveni ukazi so dovoljeni, takrat so bili prepovedani. In sam v tistem nisem videl nič sramotnega. Sramotno je bilo, po mojem skromnem mnenju, tisto obnašanje na zmagovalnem odru. Če je Schumacher hotel zmagati in je izkoristil moštvene ukaze, naj bi vsaj na zmagovalnem odru bil na zgornji stopnički in se ne delal klovna. Meni, to je bilo pod vsako kritiko, kot osebi. A verjamem, mnogim navdušencem se je to zdelo fino. Tu seveda sedaj lahko razglabljamo o upravičenosti ali ne,
Ampak leta 2006, zopet pri Ferrariju, se je Michael Schumacher ustavil na progi med kvalifikacijami za veliko nagrado Monaka in tako nekako pomagal komisarjem, da so zaustavili hitri krog Fernanda Alonsa. Zato je bil kaznovan z dodatkom na štartnem mestu in verjetno zaradi te geste je tudi tistega leta izgubil boj z Fernandom Alonsom. In to je drugi primer, ki ga opisuje Jean Todt. A težava je nekje drugje, da tudi pri Mercedesu na zaključku kariere imamo vsaj dva sporna trenutka. Prvi, leta 2010 na veliki nagradi Madžarske, ko je ob zaščitni zid stisnil Rubna Barrichello. Schumacher je bil tedaj pri tovarniški ekipi Mercedes, Barrichello pri Williamsu, ampak spomnite se zgodbe iz leta 2002. Schumacher je bil spoznan za krivega in na naslednji dirki dobil 10 mest pribitka. Ampak Barrichello je takrat izjavil, da bi si zaslužil najmanj črno zastavo. In res, skoraj da stisnil ga je v zid, kar bi bilo podobno onemu, kar smo videli leta 1997. Ne bom se sedaj spuščal v polemike, ali je bila kazen zaslužena ali ne. Krivda je bila ugotovljena in ne smemo pozabiti tudi na to epizodo. Ampak se kdo spomni zadnjega svetlega trenutka Michaela Schumacherja v Formuli 1 leta 2012. Na veliki nagradi Monaka je bil na kvalifikacijah najhitrejši, najboljši, dirko je začel iz 6. mesta. Ker je imel 5 kazenskih mest zaradi trka, kateremu bi se lahko izognil na veliki nagradi Španije. In kot zanimivost, takrat je bil soudeleženec v epizodi Senna. Sicer ne Ayrton, kar je jasno, ampak Bruno Senna. Torej med letom 1992 in 2012 smo imeli kar nekaj, imenujmo jih, spornih epizod. Ne samo 2, kot jih navaja Jean Todt. In tu velja poudariti, da vsak šampion Formule 1 je udeležen v takšne ali drugačne sporne epizode. Vsakdo slepari, če ne bi bil na vrhu. Ampak pretvarjati se in nekako omiliti zgodbe, ki jih mi navdušenci seveda poznamo, verjetno ni dobra praksa. Po mojem mnenju bi bilo bolje v tem primeru, če bi bil Jean Todt enostavno tiho in bi govoril o čem drugim. Ampak o tem, da Michael Schumacher ni znal slepariti in da je bil tako neroden, da so ga pri tem zmeraj ulovili, se mi zdi zgodba, ki je primerna samo za tiste, ki dirk, ko je ta veliki nemški šampion nastopal v Formuli 1, enostavno niso videli. O tem, da so sleparili, lahko vidimo pri raznih epizodah, pri Ayrtonu Senni, pri Nikiju Laudi, pri Jamesu Huntu, pri Jimu Clarku, pri vsakomur, ki vam lahko pride na pamet. Ampak izmišljevati se zgodbe na novo je nekaj, kar vsaj meni osebno ni všeč. Morda zato moj kanal ni popularen, morda zato sem deležen mnogih kritik, ampak kot smo videli danes, je resnica tista, ki nam da neko pravo sliko. Nič ne zmanjšuje pomena Michaela Schumacherja v zgodovini Formule 1, ampak njegovemu karakterju daje globino. In to si moramo zapomniti. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.